Živjo! Vse v najnem stanovanju je v razsulu in pripravljava se na beljenje. V današnjem videu vam želiva tako kot da smo prijatelji, no? Kot da bi en prijatelj naj vprašal, kako se prebelj stanovanje in bi medva bila tako, evo, tle imaš po korakih, takole se lotiti beljenja stanovanja. Za najo to definitivno ni prvič, tako da nekaj izkušenj imava. In dajmo kar začeti z osnovami. Najprej se začne z zaščito pohištva, torej vse, kar nočeš, da je pobarvano z barvo, zaščitiš. In zato uporabimo? Zaščitni trak. Tukaj lahko vidite zaščiteno vse okrog. Kaj še? Glavna vrata zaščitena, recimo ta električna omarica je ne bo pa zaščitila, ker je bila že prej prebeljena. Spet tukaj le vrata zaščitena. Načeloma se zaščitijo tudi letvice, lesene letvice, ampak midva tega ne rava narediti, ker jih bova v bistvu vse odstranila, da bo potem brušenje parketa lažje. Priprava sten je še en tak korak, za katerega si bomo hvaležni, če ga bomo dobro naredili. Ometemo pajčevine, ometemo pa tudi prah. Midva sva imela še eno specifično situacijo in sicer odprej so bile stene ponekod s tako gosto barvo prebarvane in sva potem kar z lopatko tu vse oluščila, da se bo nova barva dobro prijela. Prav tako stene, če je potrebno, pokitamo, predvsem tam, kjer boste mogoče odstranili kakšen žebelj, kjer so visele slike, če pa bo žebelj ostal, pa to ni potrebno. Tako, naslednja stvar, ki je, da se ti mora dati narediti izračun sten, koliko približno je kvadratnih metrov in pol na podlagi tega veš, koliko barve kupiti, greš v trgovino, rečeš toliko pa toliko kvadratov imam, dajte mi barvo. Medva bomo 2 sloja dali, nekateri dajo tudi do 3. Pol se zbere odtenk. Ja, pokaževa lahko še pripomočke, ne? Mogoče morajo kjeri tudi pripomočke kupiti. Tako, ja. Tako da imam BMW-ja pri pleskanju. Tako je. Kar boste rabili je tako mrežico, ker ko mi namočimo noter valček v barvo, nočemo, da je preveč barve na valčku, ampak s tem v bistvu primerno doziramo. Tu smo vse v enem kompletu dobili, v bistvu pač, ko je ta komplet na prodaj. Torej, tu so valčki. Manjši valčki, predvsem za robove, pa za kakšne, si presenečen, kaj vem, ne? Ja, podobno bi bilo recimo s tem, bi barval čez hrbet, ne? S tem pa okrog noska, da bi finese. Pač pridejo zraven še na nastavki, velik nastavek, mali nastavek. Čopiči, razni. Kako pa tu, če je treba ultra kakšen detalj? Recimo, če bi hotel ob robu, tam kjer si omara zelo blizu, pobirati vseeno par centi zadaj po barvu, boš recimo ful lažji z nekim čopičem šutko noter. To je to. To je to. In pa barva. To je vse, kar potrebujete. Ja, pa delavce. Pred beljenjem še dobro preberite na embalaži od barve, kakšna so navodila. Mogoče jo boste mogli tudi z vodo zmešati in potem gremo v akcijo. Kar sem že prej omenila je, da valčki ne smejo biti preveč polni barve, ker bomo potem ne sem pacalna okrog, ampak tudi pobarvali ne bomo dobro. Tako da bodite pozorni na to, lahko uporabite tisto mrežico ali pa pladenček. Druga stvar je ta, da ponavadi začnemo beliti najprej pri detajlih, recimo s temi mečkenimi valčki, potem pa začnemo z velikimi valčki barvati celo steno. Pa seveda ne pozabiti prebarvati tudi stropa. Tudi strop je del tega beljenja, razen če specifično pač ga ne boste barvali. V primeru, da imate zelo temne stene spodaj, kot je tale vijolična, boste skoraj zagotovo mogli nanesti 2 sloja, če ne celo 3 sloje barve. Klemen me je poslal pa še malo barve. Razlog je ta, da midva sva mislila, da imava čisto dovolj, ampak na koncu nisva mešala z vodo, ker veliko sten je bilo tako barvnih spodaj ali pa pokitanih na tak način in sva res hotela, da je barva zelo dobro prekrivna, tako da zdaj imam 2 dodatna vedra barve, grem domov in dajmo dokončati, kar smo začeli. Ja. Jih je lažje dol dati ali? Vikend. Tu se začnete moji podmeti. Tu mi gre na živce, ja. Ne pokaj še. Dobro, 2 so še odmeri bolj. Želje? Ja, pa s tem, da imava itak kombi in da je ono... Včeraj smo s pomočjo prijateljev dejansko prebelili celo stanovanje.
Vmes smo potem šli na poroko in Roka. nima veze. Video smo počakala čez noč in danes se bo nanašal drugi sloj. Drugače ni treba čakati čez noč, kakor si ti gledal na spletu, je koliko? 4 do 6 ur. Večino barv ima tam v tem rangu, tako da, ampak si pogledajte. Zdaj pa mogoče se sprašujete, zakaj dela dva sloja. V bistvu mi s prvim slojem že dosežemo tudi, da je nekaj pobarvano, ampak drugi sloj je pa tisti, ki v bistvu naredi, da je barva ful enakomerno razporejena in da je pač res lepo. Štikaj povedal. Je že vse Klara povedala. Tako da zdaj se bo lotila pa dela in upava, da bo danes do konca prebeljeno. Pri drugemu sloju barvanja, pa potem potencialno tudi pri tretjem, v bistvu ni nekih novih pravil. Videli pa boste, da boste načeloma porabili manj barve, pa da bo tudi šlo hitreje. Pripomočke očistite takoj, ko zaključite, res si boste kasneje zelo hvaležni. Na ta način jih boste lahko uporabljali potem še mnoga leta, jih mogoče celo komu posodili. In pa očistite tudi kakršnekoli površine, kjer je po nesreči pristala barva. Če tu storite takoj, sploh ne bo nobenega problema, da jih čistite. Svetujem pa, da tudi takoj odstranite zaščitni trak. Vse, kar ste videli do zdaj, je bila navadna barva, sva pa medva na določenih delih uporabila še pralno barvo. Tako, kot en bonus, mogoče razmislite tudi vi, zelo prav pride v hodniku, v kuhinji, zaradi tega, ker jo dejansko lahko z mokro gobico očistimo in je čista. Opozorilo, zdaj pridejo prej potem fotke in znate biti šokirani.